Lepo zdrav, spoštovani svetnici, spoštovani svetniki, spoštovani gosti. Direktorica Koroških lekarn je že prisotna na naši 21. redni seji občinskega sveta. Hkrati pozdravljam tudi vse, ki nas spremljate prek malih ekranov. Sodelavca občinske uprave Timotaja Pečolare in pa tajnika občinske uprave Saša Verdnika. Torej, kot rekoč, pričenjamo 21. redno sejo občinskega sveta občine Uzenica in kot ponovadi tudi danes pooblaščam za vodenje te 21. redne seje podžupana občine Uzenica, gospoda Srečka Lampreta, in mu predajam besedo. Hvala, lep pozdrav. Pričenjamo torej 21. redno sejo, danes prvič ob 18. uri, glede na to, da je premik ure bil pred kratkim, čeprav vreme nam tega najbolj ne kaže. Predno pa pridemo k dnevnemu redu, pa še prosim predsednika Komisije za mandatna vprašanja, da poda poročilo o sklepčnosti. Tudi od mene vsem lep pozdrav, ugotavljam, da je od 11 svetnikov so vsi prisotni, torej lahko normalno nadaljujemo z vsem. V redu, hvala. Ugotavljamo, da je prisotnost, tako kot vedno, tudi tokrat 100%. Z vabilom ste prijeli dnevni red, ki zajema 13 točk dnevnega reda, naknadno pa ste v četrtek prijeli še predlog za dodatno točko, to je soglasje k razrešitvi in pa k imenovanju direktorice TIC in pa odgovornega urednika. Glede na to, da je bila seja sveta TIC-a šele v torek popoldne, ko je bilo gradivo že zunaj, smo to gradivo potem tudi naknadno poslali. Zato predlagam, da se dnevni red dopolni, in sicer bi za točko 7, ko imamo poročilo o delu TIC Uzenica, dodali dodatno 8. točko, soglasje k razrešitvi dosedanje direktorice TIC in soglasje k imenovanju v.d. direktorja in pa razrešitev dosedanjega in pa imenovanje novega odgovornega urednika javnega glasila občine Uzenica, pa se ostale točke tudi potem preštevilčijo, tako da je od 8 do 13, potem postane 9 do 14. Se strinjate s tem? Ni kakšne pripombe na dnevni red, koliko smatram, da za sprejetega. In prehajamo na drugo točko, to je potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta, ki je bila 23. marca, in sicer smo pod drugo točko soglasno potrdili zapisnik 19. redne in pa druge ter tretje izredne oziroma dopisne seje občinskega sveta. Pod točko 3 je bil soglasno sprejet poročilo o delu osnovne šole za leto 2016. Pod četrto točko smo soglasno sprejeli poročilo o delu glasbene šole Radlje za leto 2016. Pod peto točko poročilo o delu knjižnice Radlje za leto 2016. Pod šesto točko je bilo sprejeto poročilo o delu Centra za socialno delo Radlje za leto 2016 in pa sklep o pokritju finančnega primanjkljaja za izvajanje storitve pomoč družini na domu v leto 2016. Pod točko 7 je bilo sprejeto poročilo zdravstvenega doma Radlje za leto 2016. Pod točko 8 poročilo o delu ZRCK. Pod 9. točko smo sprijeli z 10 glasovi in enim proti DIPE in pa sklepo pri razporeditvi sredstev v proračunu za leto 2016 za 3 projekte LAS-a. In pod 10. točko je bilo predstavljeno delo odborov, pod 11. aktivnosti župana in pod 12. točko so bila vprašanje in pobude svetnikov. Gospod Gobec je postavil vprašanje oziroma pobudo glede predstavitve infotočke in pa pokritje peskovnika pred barom Huta. To je odgovoril župan, da se že načrtuje, mislim, da pri Huti je že tudi izvedeno. Potem gospod Ofič je dal pobudo glede dodatne označitve smeri Vuhreda v križišču za Gramoznico. Tu je že bil poslan dopis DRSI in VOC. Gospod Pušnik vprašanje o predvidenem odvozu kosovnih odpadkov in pa glede predvidene obnove državne ceste proti Dravčam, to je tudi dal odgovore župan, in pa gospa Hari je upozorila na lukne oziroma poškodbe na cesti in pa na količke, in tudi to je bilo s tem dopisom posredovano na VOC in pa DRSI. Ima kdo kakšne pripombe na zapisnik oziroma dopolnitve? Kolikor ni, predlagam sklep, potrdi se zapisnik 20. redne seje občine Uzenica v predlagani vsebini. Kdo je za tak sklep, prosim, da ga potrdimo z dvigom rok. Hvala, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Zdaj pa glede na to, da
je pod 3. točko poročilo delo policijske postaje, pa je komandir sporočil, da pride zaradi druge seje malo pozneje, ga bomo uvrstili, ko bo navzoč, pa bi prišli kar na 4. točko, to je poročilo delo Koroških lekarn za leto 2016. V naši sredini pozdravljam direktorico Koroških lekarn, gospod Ireno Pušnik. Gradivo, se pravi poročilo Koroških lekarn je bilo posredovano z gradivom, z vabilom, pa bi prosil za čisto kratko predstavitev, gospod Pušnik. Ja, gospod župan, hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljam gospoda župana in seveda vas, člane občinskega sveta občine Vuzenica. Ja, res bom probala biti kratka, zaradi tega, ker kompletno našo poslovno poročilo ste prijeli. Koroška lekarna je leto 2016 uspešno zaključila, ampak jaz bom začela malo drugače, ne z tistimi čist računovodskimi številkami, ampak na kak način lahko rečemo, da smo bili v letu 2016 uspešni. Predvsem se kaže na tem, da smo tisto svoje osnovno poslanstvo, zakaj smo ustanovljeni, to se pravi preskrba občanov Koroške regije z zdravili in seveda ustreznim svetovanjem v letu 2016 nekako v okviru zadanih ciljev vršili. Zadnja leta pravzaprav nekako poskušamo imeti na zalogi tudi tista dražja biološka zdravila, da pacienti iz Koroške ne rabijo po ta zdravila ali v Maribor ali v Ljubljano. Pravzaprav smo konec lanskega leta uspeli se dogovoriti za eno veledrogerijo, da nam dejansko do lekarne Slovenj Gradec ta zdravila posredujejo tudi ob sobotah, ker največkrat je ravno ta problem, da je pacient v Ljubljani na onkološkem odpuščen v petek popoldne, zdravila rabi že v soboto, teh zdravil pa na zalogi ni, ker to so le vrednosti tudi do 10.000 evrov. Ampak jaz bom rekla, da nekako naše delo, bom jaz rekla, se vrednoti v obliki storitev oziroma v obliki točk. Sicer lahko rečemo, da smo lansko leto realizirali 591.147 točk, v primerjavi z letom poprej je bila zaznana rast 1,63%, ampak jaz sem rekla, te točke pravzaprav samo nam v dejavnosti nekaj pomenijo. Če hočemo mogoče našo delo predstaviti na drug način, je mogoče boljše, da govorim o številu receptov, na katere smo izdali zdravila. In sicer v letu 2016 smo v Koroških lekarnah izdali na 589.798 receptov. Če to nekako primerjamo z letom 2015, smo v letu 2015 izdali na 587.657 receptov. To se pravi, je bila rast v letu 2016, pa mogoče, da malo pogledamo, kako se to kaže v lekarni Vuzenica. V lekarni Vuzenica smo v letu 2015 izdali na 42.853 receptov, lansko leto, to se pravi v letu 2016 pa na 44.579, tu pa je rast celo 4%, to se pravi, da nekako je rast višja kot v povprečju v zavodu. Pa če nekako še pogledamo, kako je nekako to v primerjavi z Republiko Slovenijo. V Republiki Sloveniji je bilo lansko leto predpisano prebivalcev Republike Slovenije 8,6 receptov, v Koroški regiji pa je prebivalec Koroške regije prejel 8,3 recepta, ampak to je nekje smo v povprečju. Zdaj, kdo je pa to delo v Koroških lekarnah opravil? V letu 2016 nas je bilo zaposlenih 58, od strokovnih zaposlenih 31 magistrov farmacije in 15 farmacevtskih tehnikov. Mogoče še na kratko, da omenim, 27. januarja je stopil v veljavo nov zakon o lekarniški dejavnosti. Seveda v sled tega bojo tekle v Koroški lekarni aktivnosti, da se naši ustanovitveni akti nekako, bom jaz rekla, dopolnijo z temi spremembami in
tako da se bomo še v letošnjem letu, pa tudi naslednjem, verjetno kdaj še na to temo srečali na občinskih svetih, ker bojo se določene spremembe sprejemale. Je pa ta zakon tudi pravzaprav ima vsebovano tudi na nek način organiziran mrežo lekarniške dejavnosti v Sloveniji in predvideva eno lekarno na 6000 prebivalcev. V Koroški regiji pa smo, bom jaz rekla, kar se tega tiče, že sedaj imamo lekarno na 5920 prebivalcev. Kar se pa tiče števila prebivalcev na magistra farmacije, pa zaostajamo za republiškim povprečjem, in sicer v Republiki Sloveniji je en farmacevt na 1750 prebivalcev, na Koroškem pa en farmacevt oskrbuje z zdravili 2089 prebivalcev. Jaz bom rekla, saj nekako vsa leta že nekako govorim o naši kadrovski podhranjenosti. Mi se dejansko trudimo, da nekako se približujemo slovenskemu povprečju. Res je, da zadnja leta ravno zaradi varčevalnih ukrepov Vlade Republike Slovenije smo tudi mi kot ostali javni sektor pač nekako lahko zaposlovali samo v primeru upokojitve. Tako da jaz upam, da nekako bomo zdaj lahko ravno to razliko, kar se tiče števila zaposlenih, nekako nadoknadili in se tudi tu približali povprečju v Republiki Sloveniji. Sedaj pa čisto na kratko še res o številkah. V letu 2016 smo imeli prihodkov v višini 17 244 481, odhodkov v višini 16 868 781 evrov. Presežek prihodkov nad odhodki skupaj je bil 339 271, to se pravi pozitivno smo poslovali tako na javnem delu, kjer je ta presežek v višini 72 377, kot na našem tržnem delu, kjer je ta presežek v višini 266 894. Mogoče za konec še, verjetno ste opazili, v letu 2016 smo pri lekarni Vuzenica pravzaprav sanirali tisti vhod nad strešek. Pa če lahko kar to priložnost izkoristim, čeprav vem, da bomo tudi uradno poslali občini dopis. Največ problemov, jaz mislim, da ne samo nam, ampak tudi zdravstveni postaji povzročajo tista drevesa, iglice, ki nam mašijo žlebove. Tako da tista sanacija, kar smo na koncu ugotovili, ker nam je zamakalo v lekarno, je bila tudi posledica zamašenih žlebov, tako da tu mislim, da se bomo pač verjetno pač v bodoče nekako dogovorili. Tako da jaz mislim, da to je bilo, kar je bilo potrebno lani pri lekarni Vuzenica narediti. Seveda, jaz vam rekla, še vedno se trudimo, da ob tej naši osnovni dejavnosti, pravzaprav svoje znanje o zdravilih ljudem nekako ponujamo tudi, bom jaz rekla, preko raznih delavnic, preko strokovnih člankov na naši spletni strani, raznih predavanj. Seveda, jaz vam rekla, tudi občanom še vedno nudimo brezplačno tehtanje, merjenje krvnega tlaka, svetovanje ob tem. Pa seveda, mislim, da koliko teden, 14 dni nazaj, je bilo kar nekaj govora po slovenskih medijih, da so določeni zaračunavali to svetovanje. Seveda v koroških lekarnah tega ne počnemo. Edina stvar, ki se zaračunava, pa še tu damo 50% popust, je pregled uporabe zdravil za osebno kartico, ki pa res na željo nekoga, ki jemlje veliko zdravil, pa si še sam precej kupuje zravno, se mu pravzaprav pripravi en elaborat. To pa mislim, da je tudi primerno, da nekako ni povsem zastonj. Tako upam, da sem bila kratka, sedaj pa prosim za vprašanje. Hvala. Odpiram razpravo. Če lahko sam začnem. Eno me je malo spodbudilo noter navedba, da se bo pričelo z izobraževanjem na področju homeopatije in pa tudi, da bi vse lekarne zagotavljale tudi izdajo homeopatskih zdravil. Zdaj ne vem, ker to je včasih medicina uradna nekako imela neko nasprotno mnenje, ali je to zdaj bolj
liberalno že, ali kak je. Glejte, v bistvu stvar je taka, ja, zdaj bom jaz rekla, kar se tiče, bom jaz rekla, homeopatskega zdravljenja in naše uradne medicine, seveda to ni v naših rokah, to je stvar naše uradne medicine, Ministrstva za zdravje in ostalih. V sedaj veljavnem zakonu o zdravilih pa so že uzakonjena homeopatska zdravila. In v lekarnah, kar tudi ta zakon govori, lahko imamo in prodajamo homeopatska zdravila, ampak samo tisti segment zdravil, ki se lahko kupijo brez recepta. Res pa je, da imamo ta homeopatska zdravila brez recepta, ker homeopatija je pač čist en drug pogled, bomo rekli, se razlikuje od tega klasičnega zdravljenja in tu moraš imeti pač druga dodatna znanja in mi imamo do sedaj samo v tistih lekarnah, kjer že imamo farmacevte oziroma magistre farmacije, ki so v okviru podiplomskega izobraževanja to kompetenco pridobili, da bi pa to lahko ponudili tudi v večjih lekarnah, se pa trenutno še 5 kolegic iz tega področja izpopolnjuje. Hvala. Izvolite. Gospod magister že odgovorila pravzaprav. To navedbo v medijih o plačljivosti svetovanja se mi je zdela pravzaprav zelo težko izvedljiva, oziroma čudna. Namreč, ker farmacevt je dolžan pacientu pravzaprav povedati, kako neko zdravilo jemlje. Prenaša pač sporočilo zdravnika na nek način, čeprav mu zdravnik tudi pove, ampak farmacevt je tisti zadnji, ki mu pove. Zdaj, to so rekli, tisti, ki bo želel, bo plačal, pač vsak želi vedeti, kako jemlje zdravila in ta del je bil malo čudno zastavljen. Jaz pozdravljam odločitev, da se tomu na našem področju ne bo delalo, ker sigurno se bo dogajalo, da ljudje, ki nimajo baš največ pod palcem, da mogoče se ne bodo šli potem drugih zdravila digniti, ker se bo bal, da bo mogel za neko navodilo tudi nekaj doplačati. Malo čudna zadeva, verjamem pa, da neki elaborat, neki spisek zdravil, neke izven serijske zadeve, neke nadstandardne zadeve, da se tudi doplačajo na želju pacienta. Ampak svetovanje okrog zdravila se mi zdi čudno in pravzaprav si ne znam zamisliti, hotel sem celo magistru vprašati, če ne bi samo odprla, kako, če bi bilo, kako si bi to zamislili, ne vem, nekdo pride z receptom, pa mu reče 3 na dan zjutraj, 3 na dan vzamete en školetu, plači 2 evra. Mislim, ne vem, jaz sem si to tako razumel, a to drugače gleda ali ne, ampak ta zadeva je taka. Glede onih dreves, na cesti so bili tudi na tej strani stavbe pri igrišču, pa smo jih pred nekaj leti mogli posekati, zato ker je bila streha na večjem delu zdravstvenega doma dvignjena zaradi igric. In verjetno res ta drevesa delajo težave na tem delu. Neka rešitev se bo našla, vem, da bo župan to pogledal pa povedal. Plastične igrice. Hvala. Še kdo? Ja, seveda, hvala direktorici za kratko predstavitev, čeprav v gradivu ste imeli kar zajeten kup dokumentov, ki jih je direktorica za svojo upravo tudi pripravila in tam smo najbolj veseli ustanovitelji tudi številk. In vidimo, da je tudi leto 2016 bilo zelo uspešno, kar se tiče finančnega poslovanja, zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 339.271 evrov, kar ni mali znesek. Saj vemo, da se zelo trudite Koroške lekarne za to, da bi predvsem čim bolj približali tudi usluge vsem tistim, ki potrebujejo obisk lekarn, torej da že v preteklih letih smo se pogovarjali, da je odprtje, torej delovni čas lekarne tudi v Vuzenici enote nekako prilagojeno z odpiralnim časom naših zdravstvenih ambulant. Vidimo, da večjih pritožb, vse kar se občinske uprave tiče, torej do mene ni prišlo nobenih
nekakršnih pritožb, da je ta čas neprilagojen, torej pozdravljamo to, kar smo naredili, da smo tudi dodatno tisto uro namenili v popoldanskem času, da lahko obiskujejo ljudje in s tem tudi izkaz k še boljšemu rezultatu, jaz verjamem. No. Zdaj, direktorica je omenila, da vsako leto tudi nameni se kar nekaj in če ste brali to poročilo za investicije v določenih enot po Koroškem, v lanskem letu je bilo tudi kar precej sredstev namenjenih za sodobnejšo opremo v lekarni na Ravnah. Do te realizacije ni prišlo, jaz mislim, da ne. In verjetno bo v prihodnjem letu to v planu zaradi tega, ker so pač cene na trgu, treba še kaj preveriti. No. Veliko ponudnikov, ki se pojavlja in vedno je tisto, ko na koncu izbiraš med najnižjo ceno in največjo kvaliteto in to tudi pretehta verjetno tudi kak mesec dlje časa za to, da se kaj izbere. Seveda pa imamo poročilo Koroških lekarn tudi na svetu Koroške regije, prav čez 2 dni v četrtek po popoldanskem času na Ravnah na Koroškem, ker bomo verjetno tudi kaj več spregovorili o zasluženem dobičku, ki ste ga pridelali. Zdaj sami investicije, direktorica tudi povedala, da tudi v lanskem letu in tudi v preteklih letih se kaj dosti je vlagalo v našo enoto, torej notranji prostori so se posodobili. Veseli smo, da je prišel v letu 2016 tudi na vrsto ta nadstrešek pred vhodom v našo lekarno. Odvodnjavanje se je nekaj rešilo pred vhodom. Seveda so pa verjamem, da moteče iglice in tudi kakšni listavci, ki odpadejo. Verjamem, kot je direktorica rekla, da se bomo tudi usedli in nekako našli rešitev za to, da ne bi bila poškodovana streha in pa ne zamašeni žlebove, ampak sprve, ko reče župan bo našel rešitev, seveda jo najde, ampak ni vse v tem, da posekamo drevese, kajti tudi drevesa morajo imeti svoj prostor in enostavno brez zelenja se v tem centru Vuzenice si ne znamo predstavljati življenje Vuzeničanke in Vuzeničani. Je pa treba tudi temu reči, da kakor doma tudi v lekarni, tudi v zdravstveni postaji je potrebno poskrbeti se enkrat do 2krat letno, da se žlebovi očistijo, potem pa pride manj do dotrajanja teh žlebov in tako naprej, tako da jaz verjamem, da tudi vem pa, da smo pred dobrimi ali pa slabimi 3-4 leti že malo ustrigli te drevese, vse tu pred vhodom, tiste igličaste, od zadnje malo bolj močne krošnjake, pa verjamem, da tudi s kakšno vejico bomo poskrbeli, ampak absolutno ne razmišljamo o tem, da bi enostavno podrli tisti odličen drevored, ki stoji okrog in na nek način daje tudi podobo in pa tudi senco, če drugače rečemo, tudi na celotno poslopje naše zdravstvene postaje. Tako da, gospa direktorica, hvala, prenesite tudi zadovoljstvo občinskega sveta občine Vuzenica nad prijaznostjo osebja, ki dela v tej naši lekarni in uspešno delo tudi v letu 2017. Kolikor ni druge razprave, jaz predlagam, da sprejmemo sklep in sicer občinski svet sprejema poročilo o delu Koroških lekarn za leto 2016 predlagani vsebini. Kdo je za? Hvala, ugotavljam, da je soglasno sprejet. Gospa direktorica, hvala za sodelovanje in uspešno delo še naprej. Zdaj pa kar vabim komizijo naslednjega gosta, to je direktor javnega komunalnega podjetja Radio Obdravi, magistre Gregor Kicko, ki ga tudi pozdravljam v naši sredini. Poročilo javnega komunalnega podjetja je bilo z vabilom v gradivo tudi poslano in je kar precej obsežno in natančno. Zato bi prosil gospod direktor za čisto kratko predstavitev glavnih poudarkov iz tega poročila. Ja, hvala lepa. Lepo zdrav še enkrat vsem skupaj. Jaz bi šel čisto na kratko. Torej, lansko leto bilo za javno komunalno podjetje Radio Obdravi z vidika poslovanja relativno uspešno leto. V bistvu smo dejansko, če pogledamo najprej na področju poslovanja in primerjave plana, smo plan, ki je bil zastavljen, presegli in sicer v višini 9,12% točke, se pravi rast je bila nekje 9%. Poslovnih prihodkov, moram reči, da je družba ustvarila lansko leto do sedaj v najvišji vrednosti 2.887.983 evrov. Ostalih prihodkov finančnih in drugih je bilo za okrog 40.000 evrov, tako da je bila skupna dosežena realizacija
podjetja 2.928.565 evrov. Kar se tiče odhodkov, so se ravno tako gibali nekje v tej sferi. Poslovnih odhodkov je bilo 2.861.649 evrov, finančnih in drugih odhodkov pa 36.400 evrov. Jaz sem malo zaokroževal, imate detaljno v poročilu, tako da skupna razlika pozitivna, ki jo je družba lansko leto v poslovanju dosegla, je bila 30.350 evrov. Če gremo primerjati še z enim letom poprej, je bil v bistvu indeks povsod presežen, razen na tako imenovanih drugih odhodkih, kamor spada amortizacija in drugi finančni oziroma knjigovodski standardi. Realizacija bila višja za 102, torej indeks je bil 102,93 in na odhodkovni strani 102,73. Zdaj pa po posameznih dejavnostih se je ta realizacija gibala na dost zanimiv način. Najprej javne gospodarske službe, pravzaprav vodooskrba nekako, oziroma skrba s pitno vodo je bila dosežena nekje v planirani vrednosti oziroma presežena za 3,7 odstotne točke. Postavka oziroma aktivnost ravnanja z odpadki je bila precej manjša. Tudi zaradi tega, ker smo na podlagi novih spremenjenih sodil, o katerih bom spregovoril malenkost kasneje, del tržnih dejavnosti na dejavnosti ravnanja z odpadki prenesli pod trg, kar je tudi iz računovodskih standardov pravilno. 77 odstotkov, 769.271 je bil plan, 592.741 je bila realizacija. Manjša realizacija je bila tudi na odpadnih vodah, to je predvsem posledica še vedno manjšega števila priključenih uporabnikov novega kanalizacijskega sistema v vseh treh občinah, kjer je bil nov projekt zgrajen in tudi zagnan. Realizacija 76,8 odstotna oziroma 323.752 evrov. No, urejanje pokopališč je bila dosežena, v bistvu planirana realizacija, tukaj gre v bistvu za majhne vrednosti, 45.833 evrov oziroma indeks 105,31. Skupna realizacija 1.487.502 evra oziroma indeks na obvezni javni gospodarski službi 85,45. Na izbirni javni gospodarski službi smo dejansko torej realizacijo ali pa indeks, ki je bil planiran, presegli na pogrebnih storitvah. Sicer je bil indeks 150,33, vzdrževanje cest je bilo praktično doseženo v številki, ki smo jo tudi planirani, oziroma indeks 99,13. No, tržne dejavnosti je bilo pa lansko leto tudi zaradi torej starta, končno so se začela dela na izvajanju vodovoda, relativno višji. In sicer na upravljanju stanovanj smo povečali stanovanjski fond, ki ga sedaj upravljamo v občini Muta. Torej stanovanja, ki so nam bila pred 7 leti odvzeta, smo jih sedaj prevzeli nazaj v upravljanje. Energetika je bila dosežen indeks 120,07 oziroma realizacija 162.000 evrov. Posledica tudi seveda, bom rekel, malo bolj močne zime, kot je bila v preteklih letih, in pa na projektni in rekel, tej tržni dejavnosti, torej indeks 303 oziroma 583.318 evrov bila realizacija. Tako da skupaj, torej kot sem rekel, indeks 109,12. Zdaj, verjetno veste iz predhodnih obravnav, družba pravzaprav še vedno torej posluje z bilančno izgubo zaradi, bom rekel, konzervativne cenovne politike izpred 7 let. Vendar se sedaj ta izguba praktično bliža ničli. Mi smo v poslovno leto 2017 stopili z izgubo 86.687 evrov, tako da smo z letošnjim izkazanim dobičkom v višini 30.350 evrov v bistvu prenesli izgubo, torej iz preteklosti v letošnje leto v višini 26.337 evrov, tako da če bo realizacija približno takšna, kot je sedaj, in jaz ne dvomim, da bo,
potem bomo letos pravzaprav to bilančno izgubo pravzaprav spremenili v pozitivo. Zdaj, kakršnakoli bomo pa videli. Mogoče še poslovanje po občinah. Torej, mi smo lansko leto, je bilo kar nekaj, bom rekel, operacij na področju spremembe sodil. Torej, skupščina me, ko sem prevzel podjetje, me je zadolžila, da dejansko zaradi nekaterih nelogičnosti oziroma nekaterih, bom rekel, nejasnosti pri sodilih, predvsem pri delitvi posrednih in neposrednih stroškov, dejansko proučimo na novo sodila, po katerih se pač pripravljajo ključi delitve vseh stroškovnih obremenitev. Problem je bil v tem, da so dejansko 3 majhne občine, to je Muta, Vuzenica, oziroma Muta, Vuzenica, Ribnica in pa Radlje, dejansko na račun 2 večjih občin pravzaprav pridelovale izgubo in te matematike se nikakor z spremembo ključev ni dalo popraviti. Seveda sodil se ne lotevaš na pamet, to je kar, moram reči, zapletena operacija. Mi smo se s tem ukvarjali skoraj da leto dni, ker lepo število matrik je bilo narejenih, kjer smo testirali v bistvu, kako nekako bolj pravično porazdeliti breme realizacije in pa seveda tudi odhodkov na račun v bistvu 3 manjših občin. Tako da lansko leto v maju je skupščina potrdila predlog novih sodil. Jaz sem sicer bil kar malo torej v strahu, oziroma ne strahu, ampak kaj se bo dogajalo, pač ker poslovni rezultat se ti potem začne kazati, oziroma gibanje teh izkazov, ko začneš dejansko po posameznih salda kontih knjižiti prihodke in odhodke družbe, vendar moram reči na koncu, da so se stvari lepo ujele in prvič v poslovnem letu 2016 vseh 5 občin poslovalo pozitivno. In sicer občina Muta je imela 2322 evrov dobička, občina Podvelka 5181 evrov dobička, občina Radlje ob Dravi 2723 evrov dobička, občina Ribnica na Pohorju 5761 evrov dobička, občina Vužnica 6840 evrov dobička. Tako da zdaj se počasi ta uravnilovka, oziroma ne uravnilovka, ampak nekako balansiranje ali pa poravnava teh rezultatov začela odvijati. Žal so 3 občine pravzaprav manjše v preteklosti pridelali zelo veliko izgubo, tako da bo potrebno še 2-3 leta, da se bo ta rezultat v vseh 5 občinah, bom rekel, prevesel na pozitivno stran. Ne glede na to pa je pomembno, da se dejansko počasi bližamo, kot se temu reči, ničli oziroma na pozitivno stran. Tako da občina Muta, ki je stopila v lansko leto z pozitivo 22.363 evrov, ima sedaj pozitivni rezultat, edina od vseh 5 občin še zaenkrat 24.686 evrov. Občina Podvelka se je izguba iz 28.968 zmanjšala na 23.786 evrov. Občini Radlje ob Dravi se je izguba iz 14.284 evrov zmanjšala na 11.561 evrov. Občini Ribnica iz 19.485 na 13.724 in občini Vuzenica iz 40.724 na 33.884. Tako da tukaj bo potrebno še napor. Mi letos zopet na novo kontroliramo torej, ta stroškovnik. Ne mislimo ga korenito spreminjati, če bo potrebna kakšna mikro sprememba, jo bomo tudi izvedli v skladu z pooblastili, ki jih imam kot direktor družbe, vse pa za ciljem, da dejansko le še enkrat ta rezultat pripeljemo nekako v pozitivo in da si bodo družbeniki, kar je dejansko verjetno tudi cilj, torej tako ga jaz razumem, lahko na koncu le verjetno izplačali tudi nek dobiček oziroma ga namenili ali za razvoj komunalne infrastrukture ali za razvoj podjetja, kakorkoli. To je zdaj, kar se tiče finančnega rezultata, mogoče še kar se tiče tržnega dela. Lansko leto smo ustvarili za okrog 116.000 čistih gradbenih prihodkov, od tega je bilo v občini Vuzenica okrog 22%, ostalo se je porazdelilo bolj ali manj na ostale občine, nekje več, nekje manj. Jaz sem vesel, da se je končno ta projekt vodovoda začel izvajati.
čeprav še vedno ne teče v taki dinamiki, kot bi si želeli, ampak verjamem, da bo potrebno do konca letošnjega leta oziroma verjetno tudi konca drugega, glede na to, kako je projekt zastavljen, pač stvari pospešiti se strani investitorjev in tudi izvajalcev. Mi tukaj izvajamo predvsem montažna dela, tako da pač tukaj smo udeleženi, sedaj pa, ne vem, če ste informirani, verjetno ste, ali pa se župan obvestil, smo pa začeli tudi dela na kanalizaciji, na vodovodu v Zgornjem trgu. Boste verjetno vi kaj več povedali o tem, tako da jaz tukaj ne bi zdaj okrog tega več. Mogoče še toliko, še dve pomembni zadevi se mi zdi dost torej v redu, da tudi to povem. Lansko leto smo pridobili okoljski standard ISO 14000, delali smo skoraj leto pa pol na tem. Komunalno podjetje Radlje tega standarda ni imelo kot okoljsko podjetje, zdaj smo ga pridobili, moram reči, da sem zelo vesel, kar se tega tiče. Lansko leto smo tudi pravzaprav zelo veliko vložili v pridobitev okoljevarstvenega in uporabnega dovoljenja za zaprtje odlagališča Gortina Muta. To dovoljenje smo zdaj dobili, prejšnji teden je prišlo, tako da sta se kar dva velika kamna odvalila, tako da se zdaj lahko skoncentriramo na neke druge zadeve. Kar se tiče standardnega poslovanja podjetja, se v bistvu stvari niso spreminjale, število zaposlenih je ostalo bolj ali manj takšno, kot je bilo leta prej, zaposlili smo enega novega človeka, oziroma tako je bilo, 3 so odšli, 4 so prišli, torej zamenjava, torej ljudi, ki so prišli, in pa ker se želimo na tem področju torej gradbeništva čim bolj nasloniti na lastne moči, smo kupili letos tudi neko opremo, bagre in te stvari, ki jih bomo potrebovali za naše potrebe. Prej smo to outsourcali in smo zaposlili tudi enega zelo, zelo kompletnega strojnika, pravzaprav človek res obvlada vse od, glede na to, da je bil prej vojski, od tanka do bagra vse, tako da moram reči, da je kar ukrepil naše podjetje. Ostalo je bilo pa bolj ali manj na takšnem nivoju kot v preteklosti. Poročilo smo letos malo razširili, dosti več podatkov smo dali na teh tehničnih podatkih, mogoče tudi, ki so za nekatere zanimivi, za nekatere ne, prav pa je, da se prikažejo, tako da imamo recimo kompletno vse okrog priključevanja na vodovod, priključevanja na torej kanalizacijsko mrežo, na čistilne naprave, torej poraba energentov, glede stanovanjskega sklada, skratka, meni se zdi vseeno pomembno, da se te stvari prikažejo in da jih dejansko lahko v vsakem trenutku pač vidijo tako ljudje, ki imajo to poročilo na spletni strani, kot tudi posamezni občinski sveti. Evo, toliko. Hvala. Odpiram razpravo na poročilo, prosim. Ja, jaz pa samo mogoče na splošno eno razmisle, da jaz sem zelo vesel, da direktor, ki je zdaj že nekaj časa v tem podjetju, pač skrbi za to, da to podjetje nekako se zdobi bilančni izgub, ne glede na to, da je podjetje sedaj že nekako anualno v nekih pozitivnih poslovanjih, v krogu nekega pozitivnih bilanc. Vseeno pa upam, glede na to, kar se pač v zadnjih letih dela, pa kar se še namerava delati vnaprej, oziroma nosilec katerih dejavnosti bo naše javno komunalno podjetje, da se pač ta indeks rasti dobička oziroma tega pozitivnega poslovanja, ki gre navzgor, da ne bo v neki eksponentni korelaciji z številkami, ki bojo na računih občanov. To podjetje je prvenstveno ustanovljeno z družbeno pogodbo, zato da upravlja javni servis za ustanoviteljice, ustanoviteljica pa občani, če sem malo pohecan. Gre za to, da ne govorim zdaj o tem, kako so cene šle gor, ampak pač določeni projekti so pred nami. In ti projekti v vsakem primeru, in to vsi vemo, posebej moramo to vedeti svetniki, ko dvigujemo roke za projekte in za to, da se financirajo, in tudi dvigujemo roke za to, vedoč, da bojo prinesli neko finančno konsekvenco. Skratka, da se te zadeve ne bodo kar tako prekanalizirale na naše račune. Ker kaj nam koristi pozitivno poslovanje našega javnega podjetja, komunalno podjetje Radlje, če bo recimo primerjava položnic iz leta 2012-13 in leta 2024 pokazala 300%
indeks, ali pa 400%. Tistega občana, ki bo namesto, zdaj bom karikiral, ne me držati sploh za besedo, ki bo namesto prejšnjih 40 evrov plača potem 100 ali več evrov, bo to pač ne bo zanimalo posebej. Zato še enkrat opozarjam, kot sem že lani opozoril, da se poskuša gledati ne samo na oni, bom rekel, grobo rečeno, liberalno-ekonomski vidik pozitivnega poslovanja, skratka zgolj operativnega, bom rekel, s plačnicami usmerjenimi na računovodski izid, ampak da se upošteva skozi vse te zadeve tudi socialno potenco našega lokalnega okolja, možnost, ki jo ti računi še, bom rekel, prenesejo in da se pač resnično ne gleda vedno in zgolj samo, kar je seveda pravilno, kar se tiče računovodskih standardov, ampak da se upošteva tudi socialni vidik tega okolja in tudi, da se ne zadeva pač preveč oziroma tako, ko se neko poznajo na naših položnicah. Zagotovo se bodo. To, kar sem zdaj povedal, je seveda neki čisto splošni izrazoslove, ko verjam, da se vsi lahko strinjate z njima. Povedal bi pa samo še eno stvar, zakaj sem to povedal. Jaz sem pač lani slučajno eno situacijo, s katero, ki sem jo tudi poslal gospodu direktorju, tudi županu, pač nisem bil slučajno takrat doma, bil je sneg v aprilu in podrlo je pred hišo počem grm. Normalno se to nisem meni, ampak jaz verjetno polovici Uzenice in okolice. Nič takega, nič strašnega, nobene težave. Tisti grm je pač prišel nekdo, ker mi ni bilo doma 14 dni, odrezati in ga odpeljal na deponijo. Rekel, zrezan ga odpeljal na deponijo. Iz komunalnega podjetja sem dobil račun za 60 evrov. Govorim samo za to. To so stvari, ki je moja zgodba bila prej namenjena, ne za konceptualne zadeve, ker je naprej. To je rok. Meni ni to problem plačati. Jaz sem rekel, itak to plačam, tako sem tudi plačal in vprašal, zakaj in na kak način je kar naenkrat lahko, bom rekel, neki zvagan odvoz zelenega odreza, po domači povedano zelenega odreza, 60 evrov ali pa 57 ali 58. Dobil sem seveda, ko sem pač najprej poklical, da je pač to kot se rod, treba gor peljati, treba trali. Sem rekel, gledaj, to je en strošek takega, da bi si mu tisti grm dal na tovornjak in to bi bilo pač cena, če bi si ga jaz sam najel, da pelje do tja. Tam pa seveda dobim razlago, da oni to seveda jemljajo jasno zastojn. A ne? Da jemljajo to zastojn, se pa to je v bistvu surovina za produkte, ki jih pač kot se rod na nek način. Ok, ampak ta zgodba ni toliko pomembna. Pomembno je, da govorim to. Jasni so vse zadeve, ki so ekonomske narave, kjer se razvijamo, kjer postajamo ekološko osveščeni. Ampak takega ropanja si pa jaz ne bi dovolil strani javnega podjetja, skratka, uskladil bi cene, naredil bi jih človeku prijazne, ker ne zato, da je to mogoče predrago. Nikoli več jaz ne bom peljal ničesar, zagotovo zelenega odreza. In zagotovo nihče, ki bo naletel na to uvira. To pa ni namen. In to so tiste mikrozadeve, kjer bi prosil, da se posveti malo več pozornosti temu in da cene niso oderuške. Samo to. Lahko? Ja, seveda. Zdaj, jaz se strinjam z vami, da so cene ali pa cenovna politika podjetja zelo pomembne. To ni samo stvar naše komunale, to je stvar vseh in koroški komunali in širše slovenskega prostora. In tudi polemike okrog cen so se vse pravzaprav zelo podobne. Zdaj, jaz sem že na začetku, ko sem prišel podjetje, malo pogledal te cene in moram reči, da smo mi generalno spremenili v bistvu samo cenovno politiko na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Vsi vemo zakaj, zgodil se nov projekt, ki je pač moral upoštevati neke diskurze. Je pa treba jasno povedati, da tukaj ni volja komunale, ne komunal, kjerkoli po Sloveniji, ampak je uredba o metodologiji določenja cen komunalnih storitev tista, ki pač komunale zelo jasno zavezuje, kaj in kako morajo v tem postopati. Uredba je državna, tako da zelo veliko polemike okrog nje, vendar lahko vam povem, da je v spremembi dopolnitev te uredba, ki bo stvari še dosti bolj zaostrila. Zdaj, ta uredba dejansko zelo jasno pove, kako je treba te stroške spremljati, kako je treba prihodke spremljati. In jaz vam lahko povem, da smo mi recimo ravno z spremembo sodil
dosegli to, da smo velik del stroškov dela, ki je bil prej knjižen v podjetju pod javne gospodarske službe, prenesli na tržne dejavnosti. Se pravi, da se pravzaprav poskušamo za trgom pokrivati vsaj velik del plač delavcev, ki delamo v tem podjetju. Prej je bil ta odstotek, če greste gledati zadnje poročila, mislim, da okrog 35%, sedaj preko 60%. Se pravi, da smo na tem področju razbremenili in če pogledate danes tabelo, recimo tudi konkretno za občino Vuzenica, mi pravzaprav nikjer ne presegamo z uredbo MEDO, kot se pač reče, tega procenta 10%, kjer je dejansko obvezna korektura cen. In to ne glede na to, ali se občinski svet s tem strinja, ne, obvezna. Tako uredba decidirano pravi. Zdaj, to je en del tega in jaz vam lahko zagotovim, da mi torej letos niti približno nimamo nobenega razloga, da bi kakršnekoli cene dvigali, ne si bom prizadeval, ne samo tukaj pri vas, ampak tudi druge, da bo ta procent ostal v nivoju 10%, zdaj, ali bo rdeč ali pa moder, pa na koncu vseeno. Kar se pa tiče tega zelenega odreza, bi pa toliko povedal. Ne. Mi dva smo imeli o tem kar eno polemiko, smo si tudi pisali. Jaz sem preveril tudi pri ostalih koroških komunalah, ni res, da Kocerod ne zaračuna za zeleni odrez, zaračuna. Zdaj, kako oni to razlagajo, jaz ne vem, pa s kom ste govorili, ampak definitivno zaračuna. Lahko vam pa povem, da vseh 4 komunal, ki pač tukaj se ukvarjamo, s tem smo imeli mi daleč najnižjo ceno. In Log, in komunala Slovengradec, in komunala Dravograd so imeli višjo ceno, okrog tega smo šli preveriti. In gledajte, nekatere stvari, in te cene se tudi niso spremenile že več kot 5 let, še pod prejšnjim direktorjem, ne. Nekaj pač treba vedeti, da nekatere stvari so, ki se izvajajo v sklopu javne gospodarske službe, nekatere stvari pač so, ki so vezane na tržno dejavnost. Mi smo tudi to letos zelo natančno razmejili, kaj od teh dejavnosti, ki jih ljudje mečejo v koš javne gospodarske službe, niso javne službe, ampak spadajo pod takovni trg. In smo tudi iz tega vidika javne gospodarske službe razbremenili, prihodkovno, ne, in odhodkovno. Kar pomeni, da dejansko rezultat teh odstotkov, če jih pogledamo tudi generalno po doseženi realizaciji, je pravzaprav mi nikjer v dobeni občini pravzaprav nismo zdaj prisiljeni v kakršnikoli spremembah cen. Ne tam, kjer je negativni, ne tam, kjer je pozitivni rezultat. No, jaz bi sam, seveda zdaj, gospod direktor je natančno tak odgovor podal, ko sem se jaz bal, da ga bo in kot takrat, da sem bil popolnoma tehnokratski. Popolnoma. Mi lahko damo vso dejavnost v tržno dejavnost, ki jo dovoljujejo uredbe in neuredbe. Samo na koncu bo samo na zelenem komunala, vsi občani, ki smo preko občine lastniki, bomo pa tako hudo rdečem, da bomo piskali. In zdaj, kje je to najnižja cena zelenega odreza, da daš 50-60 evrov za to, da pelješ ven neko zadevo, kot jo pač podresem, bi jo lahko doma razrezal pa pokur. A ne se ne bi bil doben problem. Pač misliš, zato da je pač narediš neko v redu zadevo, je to. Ampak ni samo se pravi, ni samo to. Ne. Odgovor je bil točno tak. Ne. Seveda je v vseh mogočih in takih in onakih odredbah je to možno. Ampak to je občane neprijazno komunalno podjetje. In skozi take stvari nihče ne bo zelenega odreza vozil na mesto, kamor sodi. Samo to pa neham polemiko. Okay. Imam pa uro in tudi tistega, s katerim sem se pogovarjal, ki mi je zagotovil, da če pripeljem gor, je brezplačen sprejem zelenega odreza. No, dajte si pogledati cene vseh komunal, no, pa boste videli, no. Za fizično osebo na Kocerodu jasno in glasno, za osebo in uro vzamemo brezplačno zeleni odrez. Če je standard nekega, da ni s kamnem skozi basa, ne vem, to je bilo pač drva skoraj narezana, soznamo. Toliko samo o tem. Prosim, razmišljamo o tem, da ni samo računovodsko premetavanje plus, ampak tudi to, da je človeku prijazna komunalno podjetje. In to so take stvari, pa ne samo ta. Še mnoge take, ki si ne sodijo v tem okolju biti tako brutalno tržne. Razumem pa vse ostalo, kam gremo in zakaj povlaščam komunalno podjetje in tudi logično v dvigi cen, koliko jih ne bomo revidirali, kot smo naredili že na predlog župana za določene stvari, za komunalne in tako naprej, da pač bomo poskusili nekako občanom omogočiti neko vzdržno politiko plačevanja položnic komunalnega podjetja. Hvala. Če ne bi jaz eno vprašanje, boš pa potem. Ja, tu pokopališka dejavnost imamo sicer v nominalnem znesku zelo mali minus prikazan. Je pa procentualno ravno
na 10%, kar je po tej uredbi MEDO že tudi alarm za spremembo cene. Zdaj, zanima me, ali je tu kakšna ločnica med starim in pa novim pokopališčem, ker izgleda, da imamo mi in Muta negativni rezultat. Muta sicer pod 10%, 8%, mi pa kar 11%. In ali je to povezano med urejanjem novega in starega pokopališča? Poglejte, zdaj mi smo že na skupščini kar dosti natančno diskutirali okrog tega negativnega rezultata, ki je sicer v bistvu v celotni realizaciji pravzaprav minoren, ampak torej rezultat dejstva je tega, da na pokopališki dejavnosti lahko zelo hitro pride do odklona rezultata. Imate, ne vem, okvaro kosilnice, morate kupiti nov stroj ali pa dva, so stroški tukaj in dejansko mi najema pokopališč, pravzaprav torej vrednosti najema pokopališč oziroma grobov na vseh treh pokopališčih, ki jih obe občine tangirate, zdaj vam za obe povejo, ker je v bistvu zgodba približno ista, nismo dvigovali že več kot 10 let. Dejstvo je, da mi dejansko skrbimo za torej staro pokopališče na Vuzenici, na Muti in pa novo skupno torej tukaj na Gortini. In nekaj se moramo zavedati, mi dejansko imamo zelo velike stroške z torej, hortikulturnim vzdrževanjem, torej površin, samega videza teh pokopališč. Mi dejansko moramo skrbeti, ker so tudi ljudje izredno občutljivi za te zadeve, da je dejansko pokopališka površina vzdrževana, da so stvari urejene in seveda predvsem v poletnih mesecih, ko smo mi angažirani na drugih področjih, si tukaj pač pomagamo za študenterje ali pa z dijaki, ki pridejo na počitniško prakso in dejansko to so stroški. Niso pa to tako alarmantni stroški, jaz tega pravzaprav sploh omenjal nisem, ko smo to obravnavali, ampak dobro, pa je pač v tej diskusiji prišlo, ne glede na to, da je tukaj sedaj ta presežek 10%, mi cene ne bomo popravljali. Bi vas pa opozoril ali pa bi pa omenil samo tako to, da dejansko po pokopališkem redu, ki velja za občino Radlje ob Dravi in ki še vedno ni popravljen, bi tukaj bilo vredno razmisliti okrog tega, da se sistem dodela, ker je iz leta 1978, dejansko ta pokopališki red ne obravnava starih dveh pokopališč. To se pravi, mi sedaj vzdržujemo tudi pokopališče, pa ni to sporno, da ne bi kdo narobe razumel, ki jih dejansko po pokopališkem redu načeloma nimamo. In bi lahko tu, če bi zdaj šli po neki liberalni logiki, dejansko tudi to zaračunali po neki tržni vrednosti, pa tega ne počnemo. Mi te zgube tukaj ne problematiziramo, ker se pravim, se vam pokvari kosilnica, pa je servis, ne vem, 500 €, ali pa kupite novo kosilnico, pa je 700 €, pa ste pravzaprav že pridelali en strošek, pa še 2 meseca intenzivnega študentskega dela, ko imate, ne vem, dijake tam, ki vam pač kosijo to travo, kosite pa treba v takšnih razmerah pravzaprav poleti skozi in to 3-4 mesece vsak teden. Tako da, če je bila bojazen, da bomo mi prišli s predlogom cene ven, definitivno ne, to ostane tako kot je. Bomo pa verjetno izvedli neke mikrokorekture na podlagi torej neposrednih stroškov, ki jih beležimo na pokopališko dejavnost, predvsem pri teh materialnih stroških glede stroja in tega. In verjamem, da bo potem rezultat mogoče tudi malenkost bolj prijazen, čeprav še enkrat v celem rezultatu pravzaprav to ni omembno. Se pravi, nominalno je... Ja, 1400 €, mislim, da Vuzenica, pa Muta pa nekih 900. Tudi nekaj 1100. Ali 1100. Zdaj, verjetno bo letos potrebno na tem pokopališču, predvsem na novem, se lotiti, mi bomo pač predlagali torej generalno zamenjave torej zelenega nasada, se pravi ciprese smo dali pregledati in so v zelo slabem stanju. Počasi odmirajo, prvič zaradi prometa ob glavni cesti, drugič te ciprese so stare več kot 30 let. In tu bodo dejansko stroški, ki bomo morali tudi skupaj z občino doreči, delno investicijski, delno izrednega vzdrževanja. Ampak, gledajte, pokopališče kot tako, če želimo, da ohranimo nek videz normalen, kot ga tudi ljudje želijo, moram reči, da so ljudje, kar se tega tiče, zelo občutljivi, tudi če žarnica ne gori, pride pritožba, je pač treba temu primerno skrbeti in jaz osebno si ne želim, da bi zdaj tukaj, ne vem, nekaj reducirali, ker to ni tudi na meni, tudi tega ne bomo dejali. Dobro, hvala.
Hinko Kušnik. Jaz bi se nanašala na to, zato mogoče. Zato bi mogoče priskočila na pokopališko dejavnost. Sprašujem, a slučajno razmišljate kaj o tem, da bi, glede na to, da je to naše pokopališče veliko, da na njega tudi prihajajo drugod tujci in tako naprej, in pa da ni več nekega reda pokopavanja, da so se začelo, mislim, da ne gre v nekem redu več proti gozdu, da se pokopava na zelenica, kjer pač so še prostori. Nekdo, ki pride od drugod, recimo ne ve, kje je njegov svojec pokopan. A razmišljate kaj o kakšni legendi, o kakšni tabli, razporeditvi, kjer bi lahko nekdo od drugod, ko pride, najdel svojega svojca? Ker to mislim, da eno tako pokopališče, kot je našo, lepo urejeno, bi počasi bilo nujno potrebno imeti neko zasnovo, ali po nekih, ne vem, datumih, poletnicah pokopa ali kakorkoli. Kako ima to druge urejeno, da se znajdeš lahko, ne? Včasih bo tega treba, ne? Ja, najprej prvo vprašanje. Zdaj, kar se tiče koriščenja pokopališkega prostora oziroma grobnih pol, pokopališče Muta Vuzenica se počasi v tistem objektu, kot je bil predstavljen oziroma se strani arhitekta Stareta pripravljen takrat v 80-ih letih poln. Mi smo pripravili predlog, kako bi dejansko šli v nadaljnjo širitev, tako kot je po projektni dokumentaciji tudi predvideno, vendar je prišlo pač tukaj od obeh občin, tudi mi se s tem strinjamo načeloma, do predloga, da bi se poskušali le nekako zapolniti še določeni prostori, ki so bili sicer predvideni najprej kot zelenica, vendar smo potem konzultirali še enkrat Stareta in Stare se v bistvu strinjal in tudi sam naredil eno projektno zasnovo, kjer smo mi v bistvu skoraj za 2 leti pravzaprav rešili ta problem, ki pa še vedno ni dokončno rešen in jaz zdaj le povem, da bo pač tega problema se potrebno slej ko prej lotiti. Tako da to je zadeva, ki jo mi sledimo. Zdaj, kar se tiče desnega robu, torej meje pokopališča med gozdom proti državni cesti, tam sedaj rešujemo torej razmejitev z lastnikom tega gozda, gospodom Štraserjem. Tam je žal problem do sedaj ni bil dokončno rešen. Jaz sem tudi šele lansko leto za to zvedel, ampak ne glede na to, z gospodom Štraserjem smo spostavili korekten odnos. Mi smo odmero sedaj naredili, res pa, da si on želi pustiti nek služnostni prostor za manipuliranje in tega mu seveda mi nimamo pravice, zdaj mu tudi ne bomo vzeli. Ne? Tako da te linije dve, ki sedaj tečeta, po tej liniji se bo ta zapolnila, potem pa gremo mi počasi na te elipse, pač tiste, ki jih je Stare določil. Kar se tiče evidentiranja grobov, se strinjam z vami, to je praksa že na veliko pokopališčih. Jaz imam že nekaj ponudb v hiši, oziroma smo dali v bistvu malo v razmislih, kako bi to naredili z eno digitalno tablo, kjer bi lahko ljudje v bistvu zelo hitro poiskali na nekih podatkih, torej, kje to grobno polje leži. Želimo pa to vezati tudi na kataster grobni. Torej, mi bi zdaj želeli ubiti 2 muhi na en mah, to morate razumeti, zato ker gre za kar stroške. Želeli bi vzpostaviti tudi digitalni grobni kataster, kjer bi dejansko ljudje lahko preko interneta našli svoje grobno polje. Ne vem, iz ekološkega vidika se lahko prižgejo na takem grobnem polju tudi virtualne svečke. Skratka, ta tehnologija gre naprej, je sicer zelo tržna, ampak Bog pomaga, pač to ljudje razvijajo in tudi prav. In jaz nekje računam, da bomo nekje do konca, ne vem, tam jeseni ali pa proti koncu leta imeli neke rešitve, ki jih bomo obema lastnikoma predstavili, potem bo se pač potrebno odločiti, kako in kaj. Ne. Skratka, tudi grobnega katastra mi ga želimo vzpostaviti pač na tak način. Morate pa nekaj razumeti, če bomo to naredili na enem pokopališču, potem bomo to naredili na vseh pokopališčih, ki jih javno komunalno podjetje pokriva. Namreč tukaj zdaj neke, mislim, diskriminacije ali pa eni ja, eni ne, pač ne more biti. Ne. Razmišljamo pa o tem in tudi v to smer določene korake delamo naprej. Ne. Hvala. Hinko Kušnik, to je. Ja, hvala lepa. Jaz zdaj nekaj vprašanj glede samega poročila nimam, bi pa jaz pomenil drugo stvar. In sicer na območju javnega komunalnega podjetja
je še vedno prisotno precej slabo ločevanje odpadkov. Stanje se v bistvu glede na pretekla leta ni kaj dosti spremenilo, o tem smo tudi na teh sejah, oziroma v podaji vašega poročila že govorili, o tem smo govorili tudi na skupnosti voda. Prevladuje sicer mnenje, da so ljudje še vedno, bom rekel, slabo osveščeni, pa tudi slabo obveščeni, kaj pravzaprav pravilno ločevanje pomeni in pa kaj kam spada. Jaz sicer menim, da sama informiranost mogoče ni toliko slaba. Pred leti oziroma pred časom je bila v gospodinstvu podana ena brošura, ki je bilo v bistvu vse dobro obrazloženo. Informacije, kar se tega tiče, je možno dobiti tudi na internetu. Gre se po mojem bolj za odnos ljudi, če so to pripravljeni sprejeti, pa in v bistvu potem izvajati. Bi pa kljub temu predlagal, da glede na stanje, ki je, da bi to zadevo na nek način ponovili, da bi s to brošuro še nekaj po gospodinstvih, pred zdaj že nekaj časa od tega. Drugo, kar smo razmišljali, da bi občine v svojih občinskih glasilih recimo odprli to področje, pa mogoče pripravili nekaj prispevke. Na to temo, sporedno s tem, pa bo potem najbrž treba tudi vključevati službe, ki so pristojne za nadzor, kar se tega tiče, da tudi one v bistvu svoje delo opravi in pogledajo, kako ta zadeva poteka. Ker namreč, če to ne bo zaleglo, potem bomo mogli verjetno razmišljati o nekih novih sprejemih ali pa nekih novih ukrepih. Izhajam namreč iz tega, oziroma sej tak mi razlaga je stvar, da na nek način bolj ločuje, manj plačuje. To se pravi, če bomo tu dosegli neki višji nivo, se z nas zgodi tudi, da bomo lahko imeli kak evro na položnici nižnice. Pa me v tej fazi zanima mogoče vaše mnenje. Glejte, jaz se absolutno strinjam s tem. Mi smo se zelo dosti pogovarjali o tem na Kocerodu. Zdaj najprej treba nekaj vedeti. Generalni nosilec zbiranja in ravnanja z odpadki v Koroški regiji Kocerod. Mi smo v bistvu vsa 4 komunale sedaj v bistvu v funkciji njegovega sicer enakopravnega asistenta, vendar v bistvu je naša vloga samo še zbiranje teh odpadkov. Mi smo zelo dosti napora v zadnjih 2-3 letih vložili na informiranje ljudi, kjer smo pač pojasnjevali dejansko, v čem je logika principa ločevanja odpadkov, ampak moje osebno mnenje, da je to že v Sloveniji toliko stara zgodba, da to ni nekaj, kar smo včeraj videli v Švici, pa hočemo to sedaj k nam prinesti, pravzaprav zbiranje in ločevanje odpadkov je stvar že skoraj 20-25 let. Tako da tukaj se mi zdi, da gre bolj za introvertiran odnos posameznikov, ki pač jim je to na nek način vse eno. Zdaj, mi smo pripravili tudi določene prispevke na internetu, povezali smo se z medobčinskim inšpektoratom, izvedli tudi nekaj racij na terenu, ko smo pobirali smeti, pripravili določene opozorilne nalepke, ki smo jih puščali, torej lastnikom ali pa skupnosti stanovalcem, tam, kjer smo pač prekrške odkrili, vendar dejstvo je, to je ista zgodba kot v prometu, če stvar ne teče kontinuirano, če se gremo v neke akcije, ki so, pa spet pol leta ni nič, se stvar nekako ne prime. Mi seveda smo apelirali na inšpektorat in delamo to še naprej in tudi delamo štih probe še vedno naprej, da bomo s tem nadaljevali. Smo se pa odločili za eno drugo strategijo, ki bo sicer verjetno se prijela šele čez kakih, pa upam, da vam ne bo zdaj smešno, 10-15 let, ampak začeli smo delati z najmlajšimi. Mi smo zdaj začeli vabiti na komunalo vrtce, razkazujemo jim torej, zbirni center, torej ta najmlajšim razlagamo, v čem je point tega ločevanja odpadkov, ker jaz pravim, mlado vrbo lahko zravnaš, stare pa težko se ne upogne več oziroma se ne poravna. In mi imamo zdaj pomladi kar nekaj akcij, so se na nas obrnile in šole in vrtci, tako da bomo to speljali. Tudi novo brošuro pripravljamo skupaj s Kocerodom, ampak gledajte, jaz verjamem in upam, da nekako bo ta stvar tekla. Moram pa odkrito povedati, da so se nekatere stvari izboljšale. So se, torej teh, bom rekel, prekrškovnih vrečk, ko vse skupaj pomešano je le manj. Res pa je, da ljudje enostavno imajo tudi svojo percepcijo glede tega zbiranja in ravnanja z odpadki. Torej, jaz sem ugotovil na moje presenečenje, zelo veliko ljudi misli, da če bo odpadke enkrat na leto pripeljala na neko deponijo, da potem bo upravičen plačevanja kakršnikoli stroškov. Tako da res ne veš, ali gre za neosveščenost ali neobveščenost, ali pa ljudje enostavno nekaj verjame, kar ni realno. Tako da jaz verjamem, da se bodo stvari nekako le začele
Se pa strinja, da je bilo treba več delati na dnevu odprtih vrat, ljudi peljati noter okrog tega, ne, in pač te stvari razložiti, pokazati tudi v praksi, ne. Mogoče bi bilo dobro, da bi šli pogledati na Kocerod, tam, kjer delavke sortirajo to blago, pa da bi videli v bistvu, kako mukotrpno in v bistvu neprijetno delo je to, mogoče bi pa pol bila zavest drugačna, ne. Hvala. Se moram še sam navezati na to temo, v bistvu. Namreč par pripomb se dobo že kar precej občanov in decembru in januarju in zdaj v marcu glede praznih teh ekoloških otokov. Sicer glede na to, da mi tudi dosti krat, tako smo danes in tudi v preteklih obravnavi poročila o delu medobčinske inšpekcijske službe smo opozarjali, grozili z temi nadzori nad ravnanjem z odpadki in tako naprej. Moti ljudi to, da ko se bašejo ti kontejnerji iz ekoloških otokov, da se vse v en tovornjak zmeče. Dobesedno steklo, pločevina, kaj je še tam noter, plastika in tako naprej. In dejansko to daje neko slab prizvok temu, za kar se opozarjamo, za kar smo dajali opozorila na te ekološke otoke, tudi s kamero tega opremili in tako naprej. Mislim, da bi tu moralo biti pol tudi odvoz tega tak ločen, kot ločujemo v same te ekološke otoke. Bom tudi na to odgovoril. Poznam ta primer, je bil dost razpit. Moram pa povedati, da dejansko smo mi imeli takrat 3 tedne v okvari en avtomobil. In smo bili v bistvu v nemogoči logistični, ali bi nehali pobirati, ali pa bi dejansko pač čakali, da prije avto za servisa. In to tale novejši, ki ga imamo, tako da je bila prijava tudi na inšpektorat, tako da niso bile pritožbe samo na občini, smo imeli tudi, kar se tega tiče, inšpekcijsko kontrolo in mi dejansko stremimo k temu, da pobiramo odpadke na nek ločen način in bomo temu tudi stremeli, ker se postrinjam z vami, da drugače pa res nima dobenega smisla. Glejte, mi zelo dosti na nek način razmišljamo, kako te stvari reševati. Morate pa nekaj vedeti, da enostavno ne moreš sprejeti kar odločitve tako, da bi najprej se odločil za njo, pa potem šel gledati, kaj ti bo prenesla. Mi smo že lansko leto tukaj dobili pobudo, da bi dejansko v akciji zbiranja kosovnih odpadkov določene stvari pobirali po sistemu door to door. Zdaj smo v akciji kosovnih odpadkov in ta trenutek akcija teče klasično. Bomo pa dejansko v mesecu maju ali pa v mesecu juniju, ko bomo dejansko analizirali za vseh 5 občin, kaj bi to pomenilo, izvedli 2-dnevno poskusno pobiranje tudi door to door. Iz preprostega razloga, ker pač želimo vedeti, kako in na kak način dejansko te logistične poti na nek način načrtovati. Moram pa odkrito povedati, da jaz nisem preveč prepričan, da bo ta akcija dala, in sem to tudi povedal, nek, bom rekel, blazno pozitiven odmev, ko jo bomo izvedli, zato ker enostavno ljudi je na nek način treba tudi prisiliti, da stvari pogledajo okrog sebe, pogledajo tisto, kar imajo doma in na nek način pripeljejo na deponije, na zbirni center, na mesta, ki so za to določeni. Ne? Ker drugače se bomo mi morali začeti spraševati dejansko, ali smo, pa bo zdaj spet nekdo rekel, da smo servis občanov, smo seveda servis občanov, seveda moramo povedati, da delujemo pač z omejenimi resursi. Ne? In takšne akcije, ne, ki vnašajo neko spremembo v prostor ali pa v sistem, morajo biti premišljene in moramo naprej vedeti, kakšni so rezultati tega, kaj bomo dobili. Ne. Predvsem pa morajo biti enotno narejeni za kompleten prostor. Ne. Se pravi za področje 5 občin, ki ga mi pokrivamo, ne pa recimo za eno občino ali pa 2. 2 tak, 3 pa tako. Ne. To ne pije vode in ne gre. Ne. Tako da odpadki so tu specifika in jaz bom čisto odkrito povedal, gledajte, jaz si zelo želim, da bi za razliko od mnogih mojih kolegov, da bi Kocerod prevzel to vlogo, tako kot je bilo tudi predvideno na vsem začetku, da prevzame dejansko vso službo pod sebe, da jo poenoti, ker dejansko sedaj 4 komunale smo se le uspeli na nek način poenotiti med seboj, vendar so še pa vedno določene razlike.
Ne? In dokler to ne bo šlo centralno iz ene službe, se pravi zbiranje, ravnanje, predelave, tako kot je bilo tudi zamišljeno in je prav tako strokovno, da je zamišljeno, tako dolgo bodo pač tudi neke določene oscilacije, ne? Mi pa smo le kot podjetje vseeno zavezani, ne, delujemo v bistvu ne samo iz vidika, kako ustreči vsem in vsakomor, ampak da gledamo, da delujemo tudi z nekimi racionalnimi, pod nekimi racionalnimi pogoji. Ne. Ker malo za šalo, malo za res, ne, danes so lastniki, jutri so pa lastniki župani. Ne, in to sta dve zgodbi, ki ne greta ravno čisto vedno skupaj. Ne. Kar je tudi logično. Hvala. Če lahko samo eno zadevo okrog teh elektrotoloških dotokov, ravno zadnji sem bil pač tajnik. Cel teden je bilo tu pri pokopališču polno omliko tiste plastike, okoli teh ekoloških dotokov. In sem dobil odgovor, pravzaprav jedna varianta je bila, da če je bilo zaparkirano, da niste mogli tega obirati. Zdaj, to je malo nerodna stvar, če bo tiste avtomobili skozi tam ostali, pravzaprav je lahko več mesta tiste tam. To stvar mislim, da je bilo dobro urediti, da se to tedensko pobira, ker tu v centru Vuzenica, da gledamo tisti... To je tale pri zdravstvenem domu? Ja. To je narodna zadeva, ali se to nekaj nekaj naredi, da se ne parkira, pač nekaj treba dorešiti, da ne gledamo tisti. Zdaj prometni znak mislim, da imamo, ne, o prepovedanem parkiranju. To mislim, da je, ja. To smo postavili, zdaj bo treba pogledati, če kaj naprej. Ne. Zdaj, če bo nekdo parkiral, peljete, to je lahko mest, se pravi, dal časa tam in to je zelo narodno zadeva. No, dajte, zdaj zgodilo se nikoli ni, da bi bilo dlje časa tam. Ne. Zdaj, če res ni mogel priti zraven, ne, se potem vrnil ali po povdanskem obhodu, mi smo zdaj tudi to dežurno službo dosti elastično organizirali, tako da pride vse eno in pobere. Ne. Res pa je, ne, da, gledajte, če je prometni znak, ne ustavlja in ne parkira, pa vsi vidijo, da je tam torej zabojnik oziroma... Zmotil me, ker je bilo to dal časa, ja. Sem prišel sem na občinu. Dobro, gledajte, bomo pogledali to. Fajn pa je, da v takem primeru pošljete mail, ne? Lahko direktno meni, ali ne vem, saj mi imamo odprto tole, pa bomo takoj intervenirali. Ne? Še ti kaj rekel? Ja. Ja, hvala lepa. Zdaj bom verjetno jaz najbolj dolg od vseh vaših razpravljavcev. Torej, direktor je podal tudi kratko poročilo. Moram reči, da smo tudi na skupščini JKP-ja, družabniki, razpravljali o poročilu za leto 2016 in seveda tudi tam imeli približno podobne pomisleke, vprašanje na direktorja kot tudi danes. Seveda smo zadovoljni, da gre gospodarska javna služba komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, kateri smo tudi mi ustanovitelji in solastniki v dobri smeri in pozitivnem rezultatu. Ampak zdaj se bom vrnil, veste, ko vidiš pozitivni rezultat, si zadovoljen. To je direktor tudi prej poslušal, ko je poslušal Koroške lekarne o rezultatu. Seveda se bi rad vrnil nazaj in zgolj vprašanja, ki so danes bila tu in zopet imamo dva gosta, ki sta zelo povezana. Torej v prometni varnosti imamo komandira policijske postaje, torej znak, ki prepovedujejo ustavljanje in parkiranje na tem mestu, to je naloga nekoga drugega, ampak treba jih je obvestiti, tudi oni so okrnjeni in nimajo delovne sile, da je vsak dan na vsakem parkirnem prostoru en policist pa čaka, kje se okrog ekološkega otoka karkoli dogaja. To je tisto, kar je treba napisati, sporočiti in ustrezni organi morajo potem tudi ukrepati. Drugi del je direktor našega skupnega podjetja 12 občin Koceroda, gospod Ivan Plevnik, ki je tudi tu in dopolnitev morda na odgovore direktorja gospoda Ficka, ki je govoril, da en del naloge opravlja JKP, drugi del na položnici, sicer položnico izdaja javno komunalno podjetje za vse občane 5 občin Dravske doline, v tem primeru za še ostale 3 komunalna podjetja po Koroškem. Ne samo zbiranje, tudi prevoz je cena, ki ga zaračunava in zaračunava JKP občanom. Odlaganje in pa predelava je pa drugi del cene, ki je na položnici, ki je pa v sklopu našega Koceroda, torej iz Mislinske Dobre. To je tista dopolnitev, ne samo zbiranje, tudi prevoz je prvi del cene, ki se sestoji. Torej, seveda ne moreš potrditi bilančnega poročila, če je izkazan negativni rezultat. In del odgovorov sem danes jaz tudi na to dobo, del tudi že na skupščini komunalnega podjetja, ker enostavno nisem moral razumeti, da to, kar je gospod svetnik Matjaž razpravljal in veste besede, ki je
gospodarska javna služba ne več dela, ne upravi za najmanj denarja. Jaz razumem uredbe in spoštovanje cen, ki morajo biti. Seveda bi se rad vrnil 7 let nazaj in pa še več zaradi nizkih cen, ki si jih je prav gospodarska javna služba komunalnega podjetja Radlje ob Dravi imela. Prvič zaradi politike tistih, ki so ne dovolili dvig cen in da bi bile cene primerljive, predvsem pa takšne cene, da bi bile zadostno, da bi lahko pokrivale vso izgubo, ki je nastala v preteklih letih. Torej, če nismo direktno plačevali iz denarnic, smo plačevali iz občinskih proračunov izgubo, ki je nastala iz preteklih let, torej kar precej let nazaj. Potem je pa uredba svoje naredila tudi in par let niso dovolili z državnega nivoja, da se bi cene dvigali. Torej, ko so se cene sprostile, seveda se je drastično, predvsem politično, všečnih nekaterih, pa ne na našem lokalnem nivoju, opozicijskih poslancev ali pa tudi nekaterih občinskih svetov v vsej naši Dravski dolini, rekla, da to enormni dvig, razumete, ko govorimo o ceni, ki je, ne vem, na kubik 0,40 centa, ko se potem dvigne na 0,60 centa, je to 50% dvig ali pa 100%, torej zdaj ste pa podražili za 100%, ampak takratna primerjava je vse skupaj vodila k temu, da je tudi sedaj občina, če ste slišali, v bilančni izgubi 40 000 evrov. In prav z letošnjim znižanjem smo malo znižali, ampak lanskih 40 000 evrov je bilo bilančne izgube občine Vuzenica. Seveda je tudi mene zelo motilo to, kar se je dogajalo v preteklih letih z sodili, ki so enostavno po matematiki in logični razlagi več naročiš dela, več imaš bilančno izgubo. Tak približno je bilo to pri nas na trgu, ne da direktor. In s temi novi sodili, ki smo nekako tehtali, kaj bo prezrcali na preteklo leto nazaj, kaj bo je pomenila nova sodila, tako da smo na skupščini potem videli, da smo šli v pravo smer in enostavno, da se sedaj pojavlja tudi to. Ampak moja razprava je šla tudi na skupščini v tej smeri, veste, pa ne na račun položnic in obremenitev ljudi, kajti pozitivni rezultat, če gledate bilanco, se je ustvaril pravzaprav večini na račun cen občanov in občank. Pa nočem zdaj politično delovati, razumete. Jaz bolj pričakujem na gospodarski javni službi, da dela več tudi na trgu in to, kar je direktor prej izval, da naj tudi kaj več povem, kaj se dogaja. Zdaj prav danes smo začeli tudi z največjo postavko pravzaprav v našem občinskem proračunu za leto 2017, to je izgradnja vodnega sistema, ki smo ga lanskem letu začeli in zato kot podizvajalec tudi enim podjetju vstopa JKP Radlje ob Dravi, ki je z montažnim delom skrbi tudi to, da montira cevi in vso ustrezno opremo za vodni sistem. Seveda pa smo tukaj tudi dogovorili in kot notranjega izvajalca ali in-house naročilo z javnim komunalnim podjetjem podpisali tudi pogodbo za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije skozi celotni zgornji trg in ta investicija je vredna prek 250 000 evrov z nepredvideni deli, ker ne vemo, kaj bo s tem. In ta dela so se danes tudi fizično začela v prvem delu, torej po 9 sklopih bomo to tudi delali in verjamem, da že drugo leto tudi na tržnem delu, kar je tudi tržni del, se tudi izraža v rezultatu. Zdaj, veliko se je govorilo tudi o investicijah v pokopališče, torej skupno pokopališče Vuzenica Muta in pa pokopališče Vuzenica in pa pokopališče Muta, ki sta stara pokopališča in to je treba, dejstvo je tudi spremeniti, da bo v pokopališkem redu. Hočem pa reči nekaj, že sami veste, da smo lansko leto imeli kar visoke postavke v proračunu, ko smo namenjali sredstva za investicije, kar se tiče pokopališč ali spremljevalnih objektov. Vse, kar ste danes izrazili želje in kar je direktor dejal, da bo naredil zato, če bomo mi v proračunih zagotovili sredstva. Torej, nič se ne pokriva do zdaj, se v lanskem letu se ni na račun komunalnega podjetja, ampak vse je prišlo iz občinskega proračuna. Torej, nadstrešek, širitev grobnih pol, tudi zasaditev cvetličnih dela, ki je tudi oprema v našem prostoru Mrliške Vežice, torej za kuhno v preteklih letih, spomnite, takrat, če direktora ni bilo, od klimatiziranih naprav do grelnih teles, to je vse iz občinskega proračuna financirano. Enako je v stvari, ko je dejal, seveda, da če bo na enem pokopališču, bo potem na vseh pokopališčih. To ni res.
Če občina ne bo zagotovila sredstev za to, potem ne verjamem, da bo katero pokopališče opremljeno z sodobno infrastrukturo, kot je gospa Harjeva dejala, da bo lažje najdli svoje svojce na pokopališču. Marsikatero pokopališče to ima, ampak to moramo zagotoviti sredstva občinskih proračunov. Enako za širitev grobnega polja. Že 2 leti nazaj je bil en okvirni predračun za širitev grobnega polja, torej proti hidroelektrarni. Okrog 40.000 evrov rabimo. Takšen je bil nekako en okvirni predračun strani JKP-ja, da pripravimo sredstva in bomo šli v širitev grobnega polja. Torej, vse, kar se bo na pokopališču delalo, je tisti del, ki ga vlagamo iz občinskih proračunov neposredno. Torej, ne pokrivajo teh investicijskih delov z pobiranjem grobnin, ki jih je, in številko, ki ste videli, zaradi tega tudi, čeprav procentualno je direktor prej dejal, ko procentualno presežeš 10%, ne vprašaš več občinskega sveta o dvigu cen, ampak enostavno dvigneš ceno. Direktor je dejal, da tega ne bo naredil. Vse to je prav za nas, ki imamo grobove, bomo pač kak evro manj plačevali, ampak enostavno ni enakopravno do tistih, ki pa tega nimajo. Torej, jaz mislim, če se izkazuje izguba, pa ko smo govorili o letnem vzdrževanju, jaz verjamem, narava včasih postreže z bolj močno rastjo trave, z več krtninami, ki jih morajo s pokopališkim redu tudi tam urejati. Seveda pa pride zima, ko je časih manj dela, in v tem gre. Lanska zima je bila močna, vsak dan se ni kidal sneg, kaj pa 7-8 mesecev, ki se je na pokopališču razen čiščenje glavnih poti, pa dosti kaj ne počenja. In jaz vzamem 365 dni za tiste dneve, ki so v letu. Zaradi tega tudi, jaz bom zdaj tu povedal, ampak seveda verjamem, da bomo naš občinski svet potrdil to poročilo. Jaz ga kot družabnik na skupščini nisem potrdil. Zaradi tega, ko je izkazan rezultat, plus je izkazal samo na račun cen, ki so bile obremenjene naš občanov in pa občank, tudi mene, vključno z mano. Zbiranje komunalnih odpadkov. Zdaj bom se pa vrnil direktor nazaj in tukaj pa zdaj vidim direktor, da moram nekaj popraviti. Jaz veliko dam na besedo in kot ustanovitelj, predstavnik ustanovitelja, kot župan občine Uzenica je bil dogovor z vami na sedežu naše občine okrog zbiranja kosovnih odpadkov. In to v začetku marca. Nismo bila sama, bil tudi tajnik prisotni, tudi vaš kolega Podlesnik, ko smo imeli sestanek o kosovnem zbiranju odpadkov. Dogovor o tem, da bomo letos izvedli drugačno kosovno zbiranje odpadkov, torej od vrat do vrat. Tu nekatere komunalna podjetja tudi na Koroškem že to peljejo. Seveda je to po eni strani, če hočete slišati, crkljanje ljudi. Po drugi strani pa se da. Mi smo se takrat z direktorjem tudi pogovarjali o tem, kakšni bojo stroški, kaj k temu prinese, kaj ne prinese. Tudi v preteklih 2 letih smo izboljšali zbiranje teh kosovnih odpadkov. Veste, da smo imeli po naši občini kar precej več kontejnerjev, ko smo imeli v letu 2016, torej v preteklem letu. Zaradi tega, ker je komunala se odločila, da tega več ne more biti toliko in imamo približno po vseh občinah, 5 občinah, približno enako število razporejenih kontejnerov, torej vsak zaselek in tako naprej. Najbolj me je pa zmotilo to, čeprav veliko dam na besedo, pa vidim, da bom mogel tudi kaj manj dati in več napisati. Je bilo to, da je bil dogovor in če ste brali na spletni strani javnega komunalnega podjetja, vam bom prebral za vse občine Dravske doline. Direktor, meni tu nekaj ne štima. Nikdar in današnji dopis, ki sem vam ga tudi poslal v imenu tajnika, da nemudoma prekinete z kosovnim zbiranjem odpadkov v občini Uzenica, zaradi tega, ker občani niso obveščeni. Niti z vaše strani, pa si dovolim, da pregledate. 2016 leto je vaša informacija občanov naših, kdaj se kosovni odpadki izbirajo, ne 2017. To je prvo vprašanje, ki hudo nekaj ne štima znotraj vašega organa. Se strinjamo, da je 2016 leto? Ne, to je 2017. Čem je za problem? A gremo po vrsti zdaj naprej? Ja, gremo prvo. Pogledajte za Uzenico, za katero leto tu piše. Zbiranje kosovnih odpadkov 2016. Gledajte, gospod župan, zdaj, če je tukaj lapsus a lahko najprej odgovorim na vso to? Še nisem končal. Aha, no pa dajte, pa bom vse sproti odgovoril. Torej, kosovno zbiranje odpadkov je bil dogovor, da gremo od vrat do vrat. Ne glede na to, da lahko vršite za vseh 5 občin ali eno občino, torej občino Uzenica,
kot vzorčni model. Enako smo se dogovorili tudi na Kocerodu in direktor gospod Plevnik je prisoten. Se ne rabimo tudi v poskusno, da bo Kocerod prevzel tudi zbiranje in prevoz za Mežiško dolino, tako bo tudi lahko komunalno podjetje Radlje ob Dravi vzorčno prevzame kosovno zbiranje odpadkov na našem območju kot poizkusno. In to je bil tudi dogovor, namesto da bomo za datum v začetku aprila prišli, to smo rekli, da bomo v začetku maja kot zadnji na vrsti. Ne vem, zakaj ne bi bilo poskusno obratovanje tega. In ne nazadnje naši občani in občanke, to lahko potrdijo tudi svetnice in svetniki, smo imeli vsako leto mi dodatna obvestila na nabiralnike, od kdaj do kdaj poteka zbiranje kosovnih odpadkov. Danes zgolj naključno zvemo, da pod viaduktom stojijo kontejneri in da tisti, ki so videli, seveda pridno vozijo, ampak bojim se danes v Zenici zaključimo z to akcijo, jutri se preseli na zaselek Svetega Vida, zopet niso občani obveščeni, zaradi tega, ker je bil lapsus, tu nekateri vidim, tudi objavljen za 2016 leto, da je drugega obvestila strani JKP-ja, niti slučajno pa tudi občina ni dala obvestila zaradi tega, ker ni bil takšen dogovor direktor. Tukaj ni bil tak dogovor, ker jaz imam tudi dopis strani tajnika, ki je bil poslan vašemu neposrednemu vodji za zbiranje odpadkov z 2. marcem, da z direktorjem smo danes govorili o drugi rešitvi, tako da se še uskladimo okrog zbiranja komunalnih odpadkov, torej kosovnih. To je bilo 2. marca poslano vašemu kolegu, gospodu Faletiču in ne vem, odkot je takšna nekomunikacija in s temu se absolutno ne strinjam in tudi danes prek občinskega sveta pozivam direktor, da nemudoma prekinete zbiranje kosovnih odpadkov, nam date datum, kdaj boste to počeli in bomo mi tudi svoje občane neposredno obvestili, kakor smo tudi v preteklih 15 ali pa 20 letih. No, tukaj bom jaz pa zdaj počasi končal, verjetno, ker bomo še katero na to temo rekli. Dobro, zdaj bi odgovoril na vse, kar ste naštel najprej, kar se tiče investicijskega vzdrževanja na pokopališčih. Mi nismo rekli, da investicije na pokopališču izvajamo z lastnih sredstev. Jasno je, da gre za občinske proračune, ker gre pač za investiranje v pokopališko infrastrukturo, katere mi nismo lastnik. Tako da tu mislim, da zadeva jasno. Jaz tudi te izgube, ki se pač pojavlja na obeh pokopališčih, niso vezane na investicije, ki so bile pač izvedene in tudi jasno, da ste jih občini pokrili in jih boste tudi v bodoče, kolikor boste želeli to investirati. Zdaj, kar se tiče cenovne politike oziroma rezultatov podjetja, se pa absolutno, kar sem tudi na skupščini povedal, ne strinjam s tem, da je to posledica samo cenovne politike, ki jo imamo mi tukaj v podjetju, oziroma da je večina tega rezultata bila zasežena na račun izdanih položnic. Če mi ne bi korenito spremenili sodil, kot smo jih, in spremenili smo jih tudi tako, da smo velik del obveznosti sprejeli na tržno dejavnost, ki smo jo mimogrede v celotnem poslovnem rezultatu izvedli več kot 26%. Delež, ki ga komunale naj bi izvajala na trgu, naj ne bi presegal 10%, tako je nepisano pravilo, ker potem po tej definiciji, ki ga tudi Ministrstvo za okolje in prostor zagovarja, trpijo ostale dejavnosti, mi smo ta delež v tem deležu delovali v skoraj 26%. In kot sem že povedal, v spremembo sodil smo velik del stroškov dela, lahko si pogledate obe tabeli iz leta 2016 in poročila iz leta 2015, torej prenesli na tržno dejavnost, kar pomeni, da smo razbremenili javne gospodarske službe. Edina cenovna politika, ki se je spremenila, je bila politika na odvajanju čiščenju, govorimo o občini Muta oziroma občini Vuzenica, pa velja tudi za občino Muta in Radlje ob Dravi. In to zaradi vključitve novega projekta, ki je bilo neminorno in je bilo tudi potrebno to izvesti. Ker so se v celoti spremenili pogoji kalkulativnih osnov, na podlagi katerih se cene v skladu z metodologijo določajo. Ampak zanimivo, tudi na tej dejavnosti imamo izgubo. To se pa nismo vprašali, zakaj. Nimamo rezultatov zaradi tega, ker še vedno ni priključeno toliko število prebivalcev, kot jih je bilo predvideno s projekcijo cene. To je za mene bolj akutno vprašanje kot vprašanje 1000 evrov, ki jo imamo na pokopališki dejavnosti in ki jo jaz še enkrat sploh ne problematiziram. Še enkrat, pokvari se vam kosilnica, pa je strošek servisa 500 evrov. Tako da
To se meni zdi večji problem. In vkolikor ne bomo dosegali te priključenosti, ki je bila v kalkulativnih osnovah, ki so vam bile tukaj na občinskem svetu, če se spomnite, predstavljene na platnu, potem bomo pa res prisiljeni razmišljati o tem, da bomo ceno povišali. Pa ne zaradi tega, ker komunala ni naredila nekaj. Zato, ker se ljudje ne priključujejo. Kljub temu, da je odlok sprejet. Mi smo pripravili vso regulativo, vse, ki je jasno povedala, kar se tiče odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar je potrebno tukaj narediti. Jaz verjamem, ko bo nov odlok o pokopališki dejavnosti sprejet, bomo imeli isto dobre pogoje. Zdaj jih nimamo, ker imamo še enkrat odlok iz leta 78. Kljub temu, da smo se sklicevali na njega. Če gledam odlok, jaz lahko rečem, gledajte, mi nimamo pravne podlage, da zdržujemo obe stari pokopališči. Pa tega ne bomo rekli. Pa bo rezultat takoj pozitiven. Mogoče to en pogled, na katerega lahko opozorim. Jaz nočem biti tudi dobenemu všečen, da se razumem. Jaz povem tako, kot stvari so. Zdaj, kar se pa tiče te akcije kosovnih odpadkov, gospod župan, mi smo se dogovarjali, tudi nas je bilo več ljudi tukaj, nismo se pa dokončno dogovorili. Jaz se opravičujem za ta lapsus tukaj, jaz sem ga tudi zdaj videl, ampak jasno je, da gre za akcijo zbiranja kosovnih odpadkov in domišljeno leto 2017. Mi imamo spletne strani zelo odprte in najmanj, kaj bi jaz naredil, bi preveril recimo, ali pa opozoril na to, ali tu v datumu napaka in je napaka, vzamem to nase, se pač zgodi, kdor dela greši, vendar ta objava je na spletni strani več kot 2 meseca. In jaz tudi nisem rekel, da ne bomo naredili tega poskusa, naredili ga bomo tako, da ga bomo naredili v vseh 5 občinah. Ker ne more imeti v eni občini takšnega režima zbiranja kosovnih odpadkov, v 4 občinah pa drugačnega. Mislim, to morate razumeti. Če bi bilo eno lastništvo, bi jaz to razumel in se sploh s tem ne bi ukvarjal, je pa lastništvo razdeljeno na 5 občin. In potem ima tudi druga občina pravico vprašati, zakaj pa pri nas tak režim, v eni drugi občini pa tak režim. In ko se bomo dogovorili z vsemi 5, ali bomo naredili ta poskus odvoza od vrat do vrat, takrat bomo pa lahko o tem odločili, o tem bo odločila skupščina, ne direktor. Jaz, hvala Bogu, da je gospod Plevnik tukaj, mogoče pa lahko on potrdi, mi izvajamo akcijo kosovnih odpadkov v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Koroški regiji in v skladu z uredbo, državno uredbo. In kar se tega tiče, bom zdaj spet tehnokrat, mogoče mi gospod Strže rekel, da sem zopet tehnokrat, ampak uredbe so tiste, ki jih jaz moram spoštovati. Ker inšpektorat, ko pride, ga ne briga čisto nič drugega. Kot ali se držimo zakonov in uredb. Tako pač to je. Ne, nam všeč to ali pa ni všeč, si pa mi zelo želimo, da bi se približali ljudem in se trudimo, da se jim približujemo in se jim bomo tudi v tem aspektu približali, vendar ne ad hoc, nekaj tako, nekaj pa tako. In jaz sem opozoril, sem tudi povedal, so pomisliki glede vseh 5 občin in pomisliki glede stroškov. In pa bom jih tukaj dal v drugi plan, da ne spet nekdo rekel, da se dobičkonosno obnašamo. In vse 4 koroške komunalne letos izvajajo akcije koroških, kosovnih odpadkov na enak način, ker smo se tako direktori tudi med seboj dogovorili. Jaz drugega na to temu nimam kaj povedati. Hvala. Še jaz, ne, direktor, tukaj se ne moramo strinjati. Zdaj tudi jaz ne delujem všečno in pa politično tu. Tako jaz delujem v naši občini, tako mi v Zenici funkcioniramo. In tako bomo tudi v prihodnje funkcionirali in ne dovolim si, da mi govorite stvari, ki niso bile dogovorene. Torej mesec nazaj ne dovolim si in še enkrat vas prosim, da preberete današnje elektronsko sporočilo, da nemudoma prekinete z zbiranjem komunalnih odpadkov, torej kosovnih odpadkov, po takšnem neobveščanju naših občanov in občank, ki ste ga do sedaj naredili. Ne glede na to, je bil lapsus ali ne. V naši občini tudi z lastnimi sredstvi pozivamo ljudi, da lahko odložijo komunalne odpadke, ampak samo na način, da so obveščeni. In v tem primeru občani in občanke občine Uzenice niso bili obveščeni. Niti z vaše strani, niti z naše strani, ko je bila ustaljena praksa. In tukaj mi ponujemo roko, da umaknete in nam date drug termin. Če je slučajno bil zagroženo z katere druge strani župana, da morate to po vseh občinah narediti, ne rabite danes tukaj priznati. Najin dogovor je bil in najna beseda potem več nič ne velja. Nismo bila sama, dogovor, da boste sporočili, kako. Polemizirala smo tudi o stroških. Strošek
avtomobila, ki mora biti prisoten za odvažanje kontejnerjev, ki so danes 3 na istem mestu pod viaduktu, je na razpolago od 8 do 18 ure. Torej, strošek šoferja in avtomobila je ves dan na razpolago. Strošek človeka, ki nadzira, kaj se odlaga v kateri kontejner, je ves dan na razpolago. Kosovni odpadki, koliko se zbere, se zbere. Naj se jih čim več, da ne bo črnih odlagališč. In to je tudi naša naloga in vaša naloga, da to naredimo. Edino, kar bi bilo strošek goriva, ki bi mogel krožiti še malo več po terenu. In če lahko po terenu vsak teden, en teden pobere mokre odpadke, torej črno kanto, drug teden suho kanto, na enem območju, enem dnevu, bo tudi na istih mestih pobral kosovne odpadke. Ponujal sem tudi svoje javne delavce, da bojo fizično pomagali natovarjati ob zbirnih mestih direktor. In tega se ne pustim, da trud, ki sem ga vložil sam, pa ste tudi sam bili tukaj z svojim kolegom, da smo se nekaj dogovorili, da prihodnje pogovori tečejo in da bo naša zbiranje kosovnih odpadkov v občini Vuzenica steklo v mesecu maju. In še enkrat pozivam, da z jutrišnjim dnem ne opravljate več te akcije, ko nima učinka. Ni bil kdo obveščen in danes govorimo, da učimo učence, da učimo v vrtcu, da odpiramo vrate, na koncu koncev ne poučujemo tistih, za katere ta akcija vsako leto mora steči. Ali ste se vi, direktorji na Koroški regiji, dogovorili, da bo letos po enakem sistemu, zakaj pa lansko leto ni bil Radliško komunalno podjetje na takšnem sistemu, ko je bil v eni drugi dolini naše Koroške regije, torej od vrat do vrat. Dokler da nismo upozorili z našega občinskega sveta, kolega svetnik je dal pobudo in smo se že lansko leto pogovarjali o tem. Leto dni ste imeli časa, da pripravljate tudi na skupščini pobuda, ki je bila. Ne na tej skupščini, da bomo zbirali to, kajti to smo imeli dogovor tukaj in da bi bilo čas tudi sklicani skupščino, če bi bilo potrebno v tem mesecu, dokler da bi zbirali. Jaz govorim samo o neobveščenosti naših občanov in občank. In želim, da jih sami obvestimo, tako kot smo jih tudi v preteklih letih, v nabiralnike, kdaj bo potekalo in kakšni odpadki sploh spadajo v kosovne odpadke. Še enkrat več, podučujemo jih na osnovi tistih predpisov, ki jih date vi, da potem podučujemo občanke in občane, kaj smejo dati v kosovne odpadke. Samo toliko dopolnitev, jaz nimam polemike, se pa še enkrat pravim, direktor, da se zahvaljujem za trud in delo, ki vidi se napredek v JKP-ju Radlje ob Dravi, to tudi sami spremljate, tudi skozi številke, da se vidi napredek. Ampak enostavno takšne stvari pa je treba opozoriti. Nisem govoril prej o tem, jaz sem govoril tudi o načinu razmišljanja morda nekaterih svetnica pa svetnikov, ki so govorili o možnosti karkoli infrastrukture, ki se na pokopališčih mora umestiti. Ampak vse na račun občinskega sveta in pa postavk občinskim, pa ni bilo očitek to na komunalno podjetje. Seveda nihče ni pa govoril o tem, da moramo zagotoviti sredstva tudi za širitev grobnega polja, tudi za sodobno infrastrukturo, ki jo pokopališča potrebujejo. Ampak za tem stojijo postavke in postavke delamo takrat, ko pripravljamo občinske proračune. To je v mesecu oktobru in novembru tekočega leta za prihodnje leto. Ne moramo zdaj ali pa z rebalansom danes govorili, da bomo širili grobno polje in da rabimo 25.000 evrov. Pričakujem jasne usmeritve, toliko je še možnosti pokopajo na našem pokopališču, če pa bo seveda naravna nesreča, ko bo umrlih na stotine ljudi, potem več ne bomo razmišljali o tem, kaj bomo delali in kdaj bomo širili grobna polja. Moram pa v mesecu februarja ali pa marcu dobiti pobudo o tem, da je treba širiti grobna polja in moramo zagotoviti in toliko je enot v občinskem proračunu, mi smo ga pa decembra sprejeli. In takšnih korigur ne more biti vsakomesečnih. Samo še pristavke, mogoče tega poslovnega zbiranja na te točki zaključili. Jaz se tu, kar je župan povedal, popolnoma strinjam. Dejstvo je, da če zdaj na hitro ocenim, bojo letošnji stroški poslovnega zbiranja nenormalno visoki. Zakaj? Zato, ker dejansko občani občine Vuzenica res ne vemo za to poslovno zbiranje. Malo kdo pogleda na internet, malo kdo. Vsako leto smo dobili domov list z datumi, z lokacijami in tudi bilo v bistvu zdravo napisano, kam kaj sodi, oziroma kaj tja sodi. Danes ljudje tega ne vejo in če vi jutri, kot je rekel župan, s to akcijo ne prenehate, boste sedaj 4 dni stali na lokacijah,
s tem bojo nastali stroški, potem boste pa v mesecu maju ali juniju zadevo ponavljali, šli od hiše do hiše, stroške ste šteli, pa boste rekli, aha, lansko leto, ko smo imeli od vrat do vrat, pogledajte, kaj se nam je naredilo, imamo take velike stroške. Ne vidim nobenega razloga, res, jaz ga osebno ne vidim kot počan dvojnega zbiranja. Ali če bomo te zbirali na lokacijah, zbiramo na lokacijah, ali pa gremo po sistemu od vrat do vrat, gremo po sistemu od vrat do vrat, kar pa moramo iti, oziroma se promat moramo, pa jaz ne vidim tudi ne razloga, da jih mora izvedeti vseh 5 občin, lahko je za test, če se bojimo, da bo to, da bo preveč večjih številk, naredimo na eni občini, pa se bo tak tam pokazalo, kaj to pomeni, pa bomo se drugo leto lažje odločili. Zguba bo manjša, če bomo ta test naredili na eni občini, zagotovo. Hvala. Hvala. Kolikor ni, jaz predlagam sklep, da se spreme poročilo o delu JKP Radlje ob Dravi za leto 2016 predlagani vsebini s pripombami. Kdo je za tak sklep, prosim, da ga potrdimo? Ali kdo proti? Zdržani? Hvala. Ok, hvala župan. Hvala. Srečno.